Spoštovana gospa županja, spoštovani gospod poslanec Državnega zbora, gospe in gospodje. Najprej na predvečer jutrišnjega državnega praznika vsem tukaj in vsem vsepovsod po naši domovini, Slovencem pa vsepovsod po svetu želim najboljše iskrene čestitke za željo po naši uspešni skupni prihodnosti. Uvodoma bi rad izrekel nekaj zahval, kot sta prijazno spomnila oba, gospa županja in gospod poslanec. Mineva letos 8. leto, ko tradicionalno položim ob žalostinki venec pred spomenik duhovnika in buditelja Klekla in se mu na ta način v mojem osebnem imenu in v imenu države zahvalim za njegov doprinos in doprinos njegovih sonarodnjakov v tistem času za veličasten, prelomen dogodek v naši narodni zgodovini za združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Posebej bi se na tem mestu zahvalil rad poslancu in prijatelju Horvatu. Pred 15 leti je uspel z argumenti prepričati Državni zbor, da je 17. avgust razglasil za državni praznik. To je bila pomembna odločitev, ki bo skupaj z praznovanjem ostalih dveh praznikov v septembru priključitve Slovenske Primorske k matični domovini in nenazadnje v novembru, ko konec tega meseca slavimo generala Maistra, ki je bil zaslužen za Štajersko, da skozi te tri praznike na nek način spomnimo sebe in predvsem generacije, ki prihajajo za nami, da so bili to trije pomembni mejniki v 20. stoletju, ki so zaznamovali zaokrožitev slovenskega ozemlja, ki je potem omogočalo, da je skupaj seveda za suvereno oblastjo in ljudsko enotnostjo ljudstvo, slovenski narod, razglasil Slovenijo za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo leta 1991. Prav tako bi se rad ob tej priliki zahvalil županji, ki nadaljuje čudovito tradicijo svojega predhodnika, ki je potem, ko sva z državnim poslancem dala to pobudo, da tukaj na tem mestu na tak način s to protokolarno slovesnostjo obeležimo pomen duhovnika in buditelja Klekla in vseh, ki so bili zaslužni za takratne prelomne dogodke na pariški konferenci in sicer, da sem bil vedno prijazno sprejet in da je bilo vedno to organizirano tako, da so ljudje radi prišli in da smo se tukaj spomnili pravzaprav v enem zelo lepem ambientu teh dogodkov in si zaželeli vse najboljše za našo prihodnost. In nenazadnje zaključim zahvale s tem, ko se obračam na vas, spoštovane gospe in gospodje, nekateri vsa leta zapored, nekateri danes, nekateri pa boste to počeli jutri, prihajate na to prireditev in ji dajete seveda ta slovesen veličasten ton, ki ne odmeva samo tukaj v Prekmurju, ampak odmeva po vsej slovenski domovini. Kot rečeno, se tukaj vsako leto spomnimo posebnega pomena Klekla, duhovnika, buditelja, se zavemo pomena katoliške duhovščine v tistem času, se seveda skupaj z njim spomnimo na Slaviča in na Jeriča in na vse druge, ki so v tistem času dali pomembno mesto interesom prekmurskega človeka, poudarili ta njegov interes, njegovo zavednost in na nek način odločilno prispevali k temu, da je po prvi svetovni vojni ta del ozemlja pripadal takratni skupni domovini, kasneje pa
omogočil, da je postal zaokrožena celota naše samostojne in neodvisne države. Kot sem dejal, imamo torej v avgustu, v septembru in v novembru 3 pomembne državne praznike, ki spominjajo vse nas, da so se na robu obeh svetovnih vojn, po prvi in po drugi, zgodili prelomni dogodki na zahodu, na severu in na vzhodu naše domovine, ki so potem omogočili, da smo leta 1991 imeli zaokroženo ozemeljsko celoto, ki smo jo razglasili za samostojno in neodvisno in ki je po oblasti pripadala slovenskemu ljudstvu. Ustanovitev slovenske države, tudi v luči teh 3 velepomembnih prelomnih dogodkov, vključno z priključitvijo oziroma pridružitvijo prekmurskih Slovencev matičnemu narodu, lahko štejemo za eno najpomembnejših poglavij v slovenski narodni zgodovini. Začela se je kot politično gibanje s pomladjo narodov leta 1848. Takrat je prišlo do ideje zedinjene Slovenije in kot sem že večkrat omenil, ni nepomembno, da je taborsko gibanje, ki je potem sledilo v drugi polovici 19. stoletja, omenjalo združitev Slovencev, ki živijo pod različnimi vladavinami, ne da bi pri tem omenjalo Slovencev, ki so živeli med Muro in Rabo. V tem smislu je pomen klekla vseh, ki so takrat odločilno prispevali k odločitvi pariške mirovne konference, svetovnih velesil in nenazadnje ljudi, nenadomestljivega pomena. Takrat je prišlo do odločitve, da je ta del ozemlja Slovenije, ki je danes postala torej naša država. Zelo pomembno je, da ko praznujemo te praznike, razumemo njihov pomen in te prelomne dogodke za ustanovitev naše države. In danes bi izkoristil kratko vašo pozornost, zato da rečem nekaj o tem pomembnem prelomnem dogodku par excellence, verjetno najpomembnejšem v naši narodovi zgodovini, v luči aktualnih dogodkov, ki sta jih omenjala tudi gospa županja in gospod poslanec. Prihodnje leto bomo praznovali 30 let ustanovitve samostojne in suverene slovenske države. 30 let bo dovolj dolga doba, da bomo znali oceniti, v kolikšni meri so se izpolnila visoka pričakovanja ljudi, ki so tistega mrzlega, mestoma tudi deževnega, decembrskega dne na plebiscitu odločali o tem velepomembnem vprašanju. Kot predsednik republike bi dejal, da smo večinoma upravičili pričakovanja ljudi, vsekakor pa ostajajo ta veliko večja od tega, kar lahko danes vidimo kot rezultat svobodne, suverene volje slovenske politike glede zadev, ki življenjsko vplivajo na naš vsakdan. V tem smislu se mi zdi, je to dragoceno, pomembno, dobro. Slovenci imamo visoke ambicije, nismo zadovoljni z majhnimi uspehi, ne spregledamo slabosti, ne spregledamo napak, smo kritični, vendar pa, kolikor lahko ocenim osebno, menimo, da je bila ustanovitev države pravilna odločitev in da je samostojna slovenska država tisto orodje, ki ga imamo v rokah, za voljo katerega lahko na prihodnost z vsemi svojimi neznankami gledamo z neko mero optimizma in upanja. In mislim, da je to prav tako upravičeno, kot so bila pričakovanja leta 1990 in ob ustanovitvi leta 1991. V tem času smo dosegali velike uspehe, postali smo del vojaškega zavezništva zahodnega sveta, po lastni volji
smo se priključili Evropski družini narodov, kamor smo tudi želeli, tako smo rekli že v Majniški deklaraciji leta 1989. Hkrati pa smo doživeli ob teh uspehih tudi krize, verjetno največjo leta 2009-10, ko je tudi našo državo, tako kot velik del tega zahodnega sveta, prizadela finančna kriza. In letos, ko nas je na nek način nepričakovano doletela pandemija koronavirusa. Izkoriščam današnji nagovor, ne samo za nagovor tukaj izbranim, ampak za en poziv vsem Slovenkam in Slovencem, vsemu ljudstvu, vsem nam, ki skupaj premagujemo to krizo, da jo premagujemo s čim večjo složnostjo. Ko smo premagovali finančno krizo, je bilo veliko skrbi, veliko strahov, veliko stisk. Morda bi kakšno stvar lahko naredili bolje, prav gotovo, iz tega smo se marsikaj naučili, vendar smo na koncu premagali tisto krizo takrat, ko smo bolj ali manj začeli razmišljati skupaj in razumeli, da skregani verjetno te krize ne bomo rešili. Enako velja za to. Ta kriza je še toliko bolj zapletena, ker ne poznamo ali pa poznamo še toliko manj verjetnost njenega nadaljevanja. Gre za poseg narave v naše človeško življenje in v tej meri smo toliko bolj dolžni sodelovati z drugim, si biti, kako bi rekel, človeško prijazni, se razumeti v vseh razlikah, ki so med nami in iskati med nami tisto, kar nam je skupnega, ne samo sicer, ampak tudi pri reševanju te krize. Izkoriščam torej to priložnost za poziv vsem nam, da smo včasih, ko bo strpnost na preizkušnji, čim bolj potrpežljivi, da poskušamo eden drugega razumeti, da smo prizanesljivi eden z drugim, tudi v jeziku, v tem čudovitem slovenskem jeziku, da poskušamo eden drugega spodbujati, da razumemo, da vsega ni mogoče predvideti tako, da na tej poti reševanja ne bi naredili tudi napak. Ne mislim tukaj samo na politiko, ampak na vse, ki imajo kakršnekoli odgovornosti za to, da se iz tega izvlečemo in da seveda vprašanje rešitve te krize ni povezano samo z nami, ampak preprosto za vsem svetom, kar je na nek način nekaj, česar v zadnjem stoletju nismo izkusili. Gospe in gospodje, položaj, v katerem smo se znašli, nas preizkuša v naši odgovornosti, da smo sposobni sodelovati politično in sicer, da tukaj ne gre samo za sodelovanje med institucijami, političnimi in drugimi, ampak da gre za čisto človeško zaupanje in upanje. Prosim vse nas, da tako razumemo soočanje s to vrsto krize, s katero imamo danes opravka, da ji ne znamo zmeriti konca, niti globine, da pa zdaj ob verjetnem izteku zdravstvenega dela krize, ki bo verjetno končan z cepivom, ki bo in varno in učinkovito, se bo nadaljeval ta ciklus z recesijo, ki bo mnoge pustila brez služb, ki bo mnogim vzela ali prizadela dostojanstvo, da se bodo znova pojavile socialne in druge skrbi in strahovi in da bo vse to potrebno razumeti, zlasti zmanjšano potrpežljivost ljudi za razmere, v katerih se bodo znašli, zlasti, če bodo najbolj prizadeti. Najbolj in predvsem pa mora to razumeti politika. Kličem vse nas, vključno z mano, da razumemo, da bo nekoliko manj potrpežljivosti med ljudmi, toliko bolj jo moramo pokazati mi. Toliko bolj jo moramo pokazati mi. Najprej z enim velikim spoštovanjem eden do drugega, ne glede na to, kakšne vloge so nam dodeljene v tem trenutku. In poiskati med nami vse tisto, kar nam je skupno in dati najboljše zamisli na mizo in pregledati tiste, za katerimi bomo ostali skupno. Samo tako bomo lahko skozi to krizo išli kot zmagovalci. Kot je dejal državni poslanec,
Slovenija je prvi del krize opravila, s prvim delom krize opravila dobro. Mi smo lahko z razmerami, glede na situacijo v svetu, relativno zadovoljni. Seveda imamo skrbi glede nadaljevanja tega procesa, vendar pa tudi na reševanje vseh problemov v prihodnje, tako tistih z področja zdravstva, kot z področja ekonomije, sociale in drugih področji, lahko gledamo z nekim upanjem. Jaz mislim, da smo se Slovenci, in zdaj tukaj končujem, v zgodovini izkazali, da so bila redka obdobja, ko leže nad našo narodno zgodovino oblak sence, ampak da smo zlasti v zadnjem obdobju naše polpretekle zgodovine pokazali, da se znamo soočati z izzivi, da znamo stopiti skupaj in zdaj je eden od takih izzivov. Zdaj bo zelo pomembno, kako ga bomo končali, ne samo za voljo nas, ampak tudi naših otrok, da jim dokažemo, da smo sposobni z našo državo, v njej in v sodelovanju z drugimi reševati najbolj zapletena vprašanja, na katera naletimo v našem razvoju, tudi to, in da iz njih izidemo tako, da nikogar ne pustimo odzadaj. Vsi smo prebivalci te države, vsi smo na nek način upravičeni pričakovati, da nam bo država, ki smo jo ustanovili pred 3 desetletji, v enaki meri služila za to, da nas bo pripeljala čez te preizkušnje. V zdravstveni krizi pogosto govorimo o solidarnosti, ne gre samo za solidarnost v tem, da pazimo nase in ene na drugega, ampak gre za solidarnost tudi v tem čisto političnem smislu, da si pomagamo, da se razumemo, da se spoštujemo in to ne zato, ker ni razlik med nami, ampak prav zato, ker so razlike med nami. V takem spoštljivem razpoloženju smo Slovenci absolutno sposobni iz te krize iziti tako, da nikogar ne bomo pustili odzadaj. Z željo, da bi se to v prihodnje željo, da bi se tako tudi išlo, vam še enkrat čestitam k državnemu prazniku in vam želim vse najbolje.